ki ste prišli danes v Zagorsko dolino, kjer je pozitivna energija in v čast in v veselje mi je in hvala Zagorju, da mi je to omogočil, da lahko danes pozdravim našega Primoža, našega rojaka. Pred nekaj urami sem ga sprejel na letališču in priznam, ko je objel zagorsko zastavo in s ponosom rekel, da izhaja iz občine Zagorje ob Savi, je marsikomu z mano na čelu pritekla solza. In te solze sreče, ponosa, ki živi v občini, v osrednjem delu Slovenije, danes dokazujete danes vi in hvala še enkrat, Primož, mi smo s tabo in ravno v teh urah v imenu občank in občanov občine Zagorje ob Savi Zlatarna Celje izdeluje srebrnik s svojo podobo, znakom Zagorske doline, kajti mi smo prepričani, da se bomo naslednje leto srečali, ko ti bomo dali zlatnik, tako je. Primo, še enkrat čestitke tvoji partnerici, vsem tistim, ki ti stojijo ob strani, staršema in seveda hvala tudi Zagorju, da ste danes počastili s takšno prisotnostjo in Primož, občanke in občani, Slovenija kot župan Zagorja te imamo radi in vemo, da si veliko energije izgubil v teh tednih, mesecih, ki poklanjamo dobrote, predelano v Zagorski dolini, ki ti naj dajo energijo za naprej. Ja, le ga streamam, ne moram. Takole še enkrat hvala in srečno Primož, srečno Zagorje Slovenija. Hvala. No, jaz pa imam vendarle še eno vprašanje, gospod župan. A ste si ogledali dirko od Primoža? Ste pogledali tisti zmagoviti prikaz vsega, ko je zapeljal cilj, ko je bil prvi, ste navijali? Imate kakšno posebno rutino, kako spodbujati vaše občane, da dosegajo take rezultate? Čisto iskreno, a je kakšen recept, no? Ja, mislim, da je Primož naš recept. Padal je na skakalnici, se pobral, šel na motor, vendar danes smo se pogovarjali, da na koncu je vse v glavi, pozitivno razmišljanje, tako v vsakdanjem življenju, kot v ekipi, kot v podjetju, nam daje ponovni vzpon in Primož je takšen vzor. Res sem gledal zaključek dirke, moram pa reči, že kar malo prej sem vedel, da bo zmagal vse Zagorjane. Bravo, še enkrat, Primož, nikdo drže. Primož, povej mi, kakšna bi bila tvoja reakcija, če bi ti nekdo 5 let nazaj rekel, da boš eden glavnih favoritov za etapno zmago na dirki po Franciji? A bi mu verjel? Ne, sigurno ne bi. Neverjetno, kaj se je res zgodilo v vseh teh dneh. Sprva pa res tudi sam bi se zahvalil za vse to, za prijeto darilo, za ljudi, ki so prišli in me spodbujajo, neverjetno. Tudi takoj na prizorišču že v Briansonu, vsi moji najbližji prijatelji, ko slišiš in čutiš neko slovensko zastavo, slovensko besedo v progi, definitivno tudi sam dobim dve predstavi več in to je tisto, kar se potrebuje, da na koncu rata vsak tak rezultat in lepa hvala, no. Primož, vemo, da gre za izredno psihično in fizično naporno dirko, ki traja 3 tedne. A je bil kdaj vmes moment, ko si rekel, obupal bom, tokle manjka pa bom odstopil?
Kdaj je bilo najtežje? Ja, kaj povem, ne, tega momenta nisem imel, no, ker pač vedno je, če nekaj stvar grem do konca in zato sem bil tam. Bilo je pa že zelo težko, no, takoj na prvi dirki, ki me nekako, ja, sanje so bile, želja je bila, ampak me je takoj postavilo neka realna tla, ker sem padel v Düsseldorfu in ja, treba bilo začeti vse na novo in se boriti po tisto, po kar sem prišel na tur. No, že pred etapno zmago na dirki po Franciji so te mnogi uvrščali med favorite v omenjeni disciplini, sedaj je to jasno vsem, ne? Kakšen je odnos tvojih sotekmovalcev do tebe? A so zdaj vsi tvoji prijatelji, tudi tisti, ki prej niso bili? Kakšen je kaj? Se je kaj spremenilo, no? Ne, načeloma se niti ni, no, kaj veliko spremenilo, sam še bolj vsi pravijo pač, wow. A veš, kaj se pa meni osebno najbolj dopadalo? Alberto Contadorju za tvojim hrbtom se je na obrazu res poznalo, ja, vsako od tistih 34 let, ki jih ima, ti pa mirno, da ne rečejo hladnokrvno v tist klanc, v katerega mnogi, mislim, še peš ne bi prišli, kamor s kolesom. Ja, kaj veš, pač to je kolesarstvo, ne, nikoli pač nobenemu ni lahko na hribi in tako govori tudi Matjaž prej rekel, točno včasih je res dovolj tisto v glavi, odločenost, da pač danes postorim vse, da bom nekaj naredil in pa vsa ta podpora, no, ki sem jo tudi imel, ne, slovenski glas, slovenska zastava, moje najbližje okrog in potem gre, ne. Bravo, Primož, mi zagotovo vso podporo obljubljamo tudi za vnaprej, mogoče samo, če nam še poveš, zdaj, ko si končno doma, ko bo konec tega džumbosa, ko boš stopil v stanovanje, kaj bo prva stvar, ki jo boš naredil? Pa, kaj pa vem, probo se bom naspat, no, ja. Tako da sosedje, to je bil zdaj namig, ne, danes preveč rom-pom-poma delati v strahovljah, ne, da bo lahko končno naspal, končno v domači posteli. Matjaž, vi imate pa samo en problem, ne, in sicer toliko enih čestitke bo že treba spisati pa dati, a bo še kaj idej ostal, ker jaz sem prepričana, da jih bo v prihodnosti treba še več. Jaz sem v to prepričan, danes smo se ustavili tudi v Straholah, kjer je največje kolo v osrednjem delu Slovenije kot simbol zmage in kot župan, kot občina smo se odločili, da damo to na podstavek in naj bo to eno začetna spobuda kot spomenik, kot pozitivna energija tako Primožu kot celotni Zagorski dolini. Primož, hvala še enkrat, ker si otrgal čas za svoje najbolj zveste navijače. Vsi skupaj ti seveda želimo še veliko hitrih in predvsem varnih kilometrov, ker se že veselimo naslednjega takšnega sprejema, ki bo še večji. Obljubno, v redu? Ja, upajmo, lepa hvala. Hvala tudi vam, gospod župan, ker razumete in podpirate svoje občane na poti k tako vrhunskim rezultatom. Hvala še enkrat, Primož, zdaj pa čas, da si malo spočiješ. Izvoli. Današnjega sprejema pa seveda ne bi bilo tudi brez vas, spoštovani navijači. Hvala, ker ste se odzvali v tako velikem številu.
jaz verjamem, da je to za Primoža samo še ena dodatna motivacija in spodbuda za doseganje vrhunskih rezultatov. Občina Zagorje pa vas sedaj vse skupaj vabi, da našemu šampionu nazdravimo z brezplačnim pivom Rogla oziroma vodo. In naj povem, da poleg občine Zagorje, hvala lepa za donacijo tudi Tuš Cateringu in društvu Atrans. Torej, to so vsi tisti, ki so danes pomagali pri izvedbi prireditve. No, glede na to, da je občina Zagorje že v pričakovanju najbolj vesele in praznične noči v letu, pa vas, dragi obiskovalci, vse skupaj lepo povabim tudi na prihajajočo Zagorsko noč. Primož, ljudi te spremlja preko spleta. Primož, prenovi živo. Veste, da vas tukaj se imenujejo tudi večje kalmacar slovenskega športa. Kaj ne reči, čas mene koristi za to, da si tu in noro, kaj res, nekako so najlepši stvari, pa so to se zamislovi, da se je zgodilo. Spoštovani obiskovalci, naj povem, da si bo Primož po novinarski konferenci vzel čas tudi za podpisovanje majic Tour de Rogla, ki jih je torej prav tako donirala in organizirala občina Zagorje ob Savi. Majice so krasne, tako da boste lahko vsi občutili ta občutek, kako je, ko imaš na sebi rumeno majico. Skupaj bomo v tej rumeni mrzlici podprli našega Primoža Rogliča in jaz sem prepričana, da je to za njega dodatna motivacija za doseganje odličnih uspehov. Primož v tem trenutku še daje komentarje novinarjem, ki jih je danes v Zagorju kar nekaj. Lepo je videti, da so prišli tudi v naše prekrasne konce. Torej, še enkrat, Primož se bo z navijači podružil po novinarski konferenci, ki bo čez nekaj minut sledila v Weinbergerjevi hiši. Si to želimo, Sicer pa imamo še eno obvestilo. Kristina Zupančič, deklica se je izgubila, čaka tukaj le pri odru. Prosimo starše, če jo lahko pridejo iskat. Kristina Zupančič. hvala. Eno kratko izjavo za vse gledalce, ki živo spremljajo prenos tega sprejema, samo eno kratko izjavo, pozdravljeni mogoče. Kaj ne rečem, sam telefon ne obrne, poznamo okrog Norone in časti smešne in da priješ domači kraj, pa da pride taka množica ljudi. A ne samo v kraju, tudi preko spleta ljudi, ki so Zagorje spremljajo, torej čestitajo, aplaudirajo. Primož, en kratek pozdrav še, pa zaključimo, pa te pustimo. Ja, vsem bi se konc koncev zahvalil, ker kot sem prej rekel, nikoli nisi sam, ne, vedno je ogromno ljudi, ogromno nekih stvari, da se potem ta dogodek zgodi in sigurno je k temu pripomogel prav vsak, ne, ki drži pesti in navija doma na morju, kjerkoli. Hvala. A greva lahko zdaj midva gor? Ja. Za TV Slovenija? Torej, še enkrat najlepša hvala vsem tistim, ki ste kakorkoli pripomogli izpeljavi današnje prireditve. Med njimi seveda tudi naši zagorski orleki, ki bodo poskrbeli, da se tole rajanje ne bo končalo kar tako zlepa, ne? Ampak da tale krasen uspeh še malo proslavimo z dobro glasbo. A imate tudi vi kakšno sporočilo za Primoža, ki je trenutno najbolj oblegan Zagorjan? Dal bomo našo musko, da se bo dal v ušesa in še bolj pritisnil proti hribu. Veš kaj, eno vprašanje, a ste vi razmišljali, da bi še kakšno himno za Primoža napisali? Ne vem še, ne vem, bomo še videli, če bo. Treba, čakaj, najbrž, da bo še kaj. Moraš za vsako zmago pisati posebej. Ja, zmago pa verjetno reši kar nekaj, torej Primož, lahko rečemo, da imaš 100% podporo vseh tvojih soobčanov, vseh tvojih navijačev, tudi še kolegov iz smučarskih skokov, kolesarjev in tako naprej. Ti samo vozi, bodi čim boljši in to je tisto, kar bo srečilo tako nas kot tudi tebe. Sedaj le pa torej orleki, ne vam ne bo preveč vroče, oziroma ko vam bo, se spomnite, koliko je bilo šele Rogliču vroče, ko je tisti hrib gor trajbo, ne? Tako da to je še kar v redu. Sprejela ta uspeh posameznika kot uspeh celotne občine, seveda pa kot župan lahko rečem hvala Zagorjanom, da so mi dali ta mandat, da smo doživeli tako lepe trenutke. Verjamete v Primoža, verjamete, da naslednje leto pa sta to, a ne? Ne verjamem,
Gostilne parkove, pod kernapce so lučne, pa v kratke kiklice. Ta dolina, krasne, prekrasne. V teh zelenih koncih pa mal še naokol, skor crkven svoj put, tak je ni bil čist put. Ta dolina, Krasne, prekrasne.